Dober dan in lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, pa bom tokrat rekla predvsem gledalke. Dobrodošli v oddaji, kjer bomo danes predvsem dali poudarek na moči, na gibanju in predvsem na pozitivni ženski energiji, čeprav je med nama tudi moški predstavnik. Kakorkoli, danes nas čaka resnično eksplozivna tema, saj bomo govorili o dogodku, ki bo v Krškem združil ženske vseh generacij. Z menoj v studiu sta diplomirana fizioterapevtka in kineziologinja Tjaša Slak ter predsednik Športne zveze Krško, Luka Šebek. Pozdrav obema. Prav. Luka, takoj uvodoma, da bojo naši gledalci vedeli, zakaj gre, kaj se bo dogajalo v Krškem 20. septembra. Torej, zgodilo se bo nekaj čisto novega, to je prireditev, ki se bo zgodila prvič. Dali smo ime Upam, eksplozija ženske energije, gre dejansko za praznik ženskega športa, rekreacije. Tako kot si omenila, dejansko je ta prireditev namenjena dekletom, ženam, vse generacije, tistim manj izkušenim, bolj izkušenim, da se pridejo športat, da pridejo v center mesta, tudi to je glavna motiv, dejansko pride v center mesta, na trg Matije Gubca, naučim vseh, da nismo tiste nočne ptice, da tiste, ki se športajo, da se nekako skrijemo pred drugimi. Športati se je fajn, in bi moral dejansko biti na očem javnosti. Gre se pa dejansko za neko vadbo aerobike pod vodstvom izkušenih inštruktoric, bo tudi nekaj vaje za zdravje, za zdravo hrbtenico. Zraven bomo priključili tudi dekleta oziroma mamice, mlade mamice z dojenčki, z vozički in tudi starostnice z našimi vsem poznanimi, oranžnimi dekleti. Pod vodstvom Helene Španovic smo jih prav tako priključili k vadbi. Luka, kot predsednik Športne zveze Krško, vi verjetno vidite širšo sliko, kar se tiče športa, pa bomo rekli, se bomo osredotočili tokrat na Posavje. In kaj je bil tisti razlog, da ste se odločili organizirati, podpreti dogodek, ki je osredotočen izključno na ženski rekreativni šport? Zakaj tokrat samo ženske? Jaz kot oseba, kot človek, na splošno spodbujam celoten šport, torej moških, žensk, ampak ženske so mogoče prevečkrat zapostavljene oziroma jih življenjski način življenja v Sloveniji nekako postavlja na stranski tir, tudi mogoče imajo teže dobijo neko motivacijo, oziroma se teže ukvarjajo s športom kot neka moška generacija, ne. Zato je moja že dolgoletna želja, da naredimo nekaj takega. Moja želja je, da dejansko spomnimo ženske, da naredijo tisti prvi korak. Ta prireditev je samo zgolj nek majhen prvi korak, da mogoče se lahko kasneje, naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto ponovno ukvarjajo s športom, ali s prijateljicami, ali z družino. Torej, da jim damo tisto, da jih spomnimo, ne, na to, da ne pozabijo. Tako kot smo rekli, ko pride enka družina, postane lahko težava, ali pa seveda že tudi prej. Določeni podatki kažejo na dejansko negativne trende, ne. Tjaša, kot predstavnica žensk, kot fizioterapevtka, kineziologinja, vaditeljica, lahko iz prve roke poveste, recimo ta dogodek je že samim imenom Upam izjemno močen. Zakaj upam? Ali je res potreben tisti prvi korak, da si enostavno ženske, ki nismo toliko v športu ali bile nikoli, ali pa smo nekoč nekaj malega bile, potem smo rodile in potem 10 let nič, si moramo upati poklicati nekoga, da naredi z nami prvi korak. Tudi vi sama vodite individualne treninge, skupinske treninge. Kako je s tem? Kako vidite to sliko? Jaz mislim, da primarno si res moramo upati, ne. Zdaj, jaz bom izhajala iz sebe in če rečem, meni je zelo težko iti na kavo, če sem sama. Se pravi, si rečem, si ne upam. Rabim prijateljico, da pride z mano, ker je nekako neugodno mi sedeti sami. Žal pa v športu si zelo veliko upam, ali pa na srečo si zelo veliko upam in nimam težav iti na sprehod, nimam težav se vključiti v kakršnokoli športno dejavnost, na kak turnir, kolesarski podvig. Tukaj sem zelo suverena, ker sem na tem področju doma. Žal pa zaznavamo že kar nekaj let, ne samo mogoče med ženskami, na splošno, da ogromno ljudi si več ne upa gibati, ne. Kaj to pomeni je, saj veste, v šoli, ali pa bom rekla kasneje, ko smo starejši,
srednja šola, spomnimo se svojih srednješolskih let. Vsi tisti, ki smo bili malo bolj aktivni, ne, pa tisti, ki smo imeli radi šport, smo bili malo nori. Kaj si pa ta zdaj upa, kaj si drzne, ne. Vsi so šli raje na pivo, pa nekako dober žur. Tisti, ki smo bili pa v nekem profesionalnem športu, si pa pač tega časa nismo vzeli, ker smo dejansko trenirali. In če treniraš, si potem zaslužiš eno dobro tekmo, na katero se dobro pripraviš in nimaš časa dejansko za to neko družbo, ne. In jaz mislim, da upam, naslov je čisto pravi, ker zato, da si tudi športno aktiven, si moraš drzniti in upati, ne, praktično. Potem je pa tukaj še druga težava, recimo pri ženskah velikokrat rečejo, joj, zame je šport, ni to užitek, to je zame napor. Koliko časa je potrebno, da iz tega napora rata užitek oziroma da telo to rabi? Jaz bi rekla, da napor je vedno, ne, ker dejansko aktivnost, vsaka dejavnost, ki jo imamo, športna dejavnost ali pa tudi delo, se tudi pometanje ena izmed aktivnosti, ne, rabi energijo in šport, ja, nam zleze pod kožo. Jaz bi rekla, da sem športni odvisnik in dejansko brez tega ne zmorem. Ko imam presežek energije, ko sem slabe volje, je to način, moja zavora, da dam take off, ne, se v bistvu, da dam nekaj iz sebe ven. Ampak zdaj užitek meni je postal kar hitro, zaradi tega, ker sem dejansko odvisnik od športa, imam rada ta adrenalin in mi ta sreča po zaključenem neki dejavnosti ali pa bom rekla hoji, sprehodu, saj ne rabi biti to neka res dejavnost, v katero rabim vključiti veliko konec koncev tudi finančnega aspekta, ne, se pravi, ne rabim neke hude opreme, samo že sprehod na Grmado, pa je potem dan lepši, ne, sploh, ko te na koncu pričaka sonček in zdaj še restavracija, ne, oziroma lokalček, je to neka poživitev in jaz mislim, da je to potem tisti užitek. Zdaj, da bom rekla, da se jaz pa z veseljem spravim teči ali pa mogoče tudi na neko vadbo. Jaz tudi včasih dobim tisti občutek, ne da se mi, otroci so, hiša ni pospravljena, en kup stvari, ki jih moram narediti. Razlogov, ja. Konec koncev jaz potem tisto dobro voljo in dobro energijo, ko nekaj naredim in potem le pridem domov, ne misliti, vse ostane, tudi tisto perilo, koš s perilom ostane, ampak nekako hitreje potem to pospravim, naredim, mogoče še otroci se zraven vključijo, vsak en del naredi in zadeva steče na veliko višji ravni ali pa veliko boljšo energijo, z dobro voljo, z nekim dobrim občutkom, da si nekaj za sebe naredil, na koncu koncev pa še tista hiša se je pospravila, ne. Jaz bi tukaj dodal, narava je naš največji športni objekt in ravno to, kar je Tjaša rekla, izlet ali pa pohod, mini pohod na Grmado s prijateljico, namesto da greš, ne vem, na kavo v gostilno, ne vem, po nekem nakupu, da se gresta, ne vem, prijateljica ali pa mogoče, hvala Bogu, celo skupina prijateljic na Grmado, lahko vzameš konec koncev tudi za kavico ali pa tako, kot si rekla, zdaj je gor možnost tudi določenih nakupov. Greš gor, posedeš, gledaš lepo v dolino in narediš s tem polurnim pohodom gor in nazaj veliko več za sebe, ne. Vprašal si, lahko, težko, iz vidika gremo gor pa nazaj, je to na nek način dosti lahko, ampak mogoče tisti klic, da se nekdo spomne in premakne in pokliče nekoga in ga zvabi, naslednjič bo pa on oziroma ona poklicala nazaj, gremo nekam, ne. Je pa mogoče za nas, ko smo mogoče malo bolj to navajeni, zelo lahko, za nekoga pa mogoče težko in mogoče je ravno taka prireditev moja želja, da spomni nekoga, da se premakne, torej nekako začne vstajati iz tega stola, ne. Tukaj vidim, da 20. septembra bo več deklet torej telovadilo z obiskovalkami, katere se bodo pač odločile priti, Natalija Rovan, Ana Deržič, potem vi, Tjaša. Kako ste si zamislili koncept? Dogodek je namenjen ženskam vseh starosti. Kaj pa tistim, ki imajo še dojenčka, mlade otroke, tudi mamicam? Tako, prav tako so tudi vključene mamice z dojenčki, se pravi, naredili bomo, v bistvu smo hoteli zajeti, šport je za vse, ne, vedno govorimo, šport je za vse, vsak si mora najti način dejavnosti in aktivnosti, ki mu je všeč, pa naj si bo to res spet sprehod, ali je ples, ali je tek, kolesarstvo, vsak ima neko dejavnost in zato smo tudi v bistvu ena pisana druščina in vsaka izmed nas bo imela en koncept vadbe, ali mogoče bolj aktiven pri gospe Nataliji, funkcionalna moč pri Ani, pri meni bo v bistvu poudarek na zdravi hrbtenici, vključene bojo tudi starejše gospe z osnovnimi oblikami gibanja in pa hkrati ne smemo pozabiti na skupino mamic in dojenčkov, kjer se lahko tudi z v bistvu
ko imamo še enkrat otroka, vedno je on na prvem mestu in dejansko marsikaj se da narediti. Jaz sem sama že 15 let nazaj v Tivoliju vodila vadbo mamic in dojenčkov, ko smo se dejansko sprehajale, kaj potelovadile, predvsem pokramljale, si delale družbo, ampak jaz sem bila takrat še zelo mlada, na začetku moje študijske poti in meni se je zdelo, moram priznati, noro, ne, da se jaz sprehajam po Tivoliju z mamicami, ki imajo dojenčke in jim krajšam čas, ker sem si mislila, pa to vsak dela. Ampak zdaj imam že nekaj izkušenj. Jaz mislim, da vsaka oblika gibanja je zelo dobra, jo zelo pozdravljam in tudi hoja z dojenčki in mogoče kakšen izpadni korak, kakšen predklon, vse se da vkomponirati. V bistvu ne boje meja, ne? In brez kakršnekoli neke grozne opreme lahko, samo pač volja mora biti. Ker dejansko, tako kot sem že prej omenila, vsaka oblika gibanja je v bistvu en napor za nas, ne. In nihče nima rad, da se preveč utrudi, ne. Saj smo pač tako narejeni, ali pa ta digitalizacija nas v bistvu pospešeno, jaz rečem, vodi v način sedečega položaja, oziroma da smo statična družba, kar se pa moramo zavedati, da je v bistvu zelo, zelo slabo za nas, ne. Zdaj ne vem, če je na mestu ali pa ni, ampak jaz zelo rada na vseh mojih predavanjih, ker že 10 let predavam, izpostavim svojo babico. Moja babica je stara, oziroma decembra bo stara 92 let in je v bistvu kmečka gospa, delala je še na zadrugi pri Treh lučkah. In neizobražena seveda gospa, ki je v bistvu vzgojila sina in hči sama, zelo hitro je vstala sama. In jaz se spomnim njo kot moj zagon za vadbo. Ona je ves čas hodila na telovadbo v osnovno šolo doktor Mihajla Rostoharja. Kdo je imel vadbo? Tale gospod Stanko. Iskra mogoče. Iskra, tako. In jaz sem hodila ob torkih in četrtkih, ker pač mene kot otroka niso imeli kam dati, na telovadbo. Pes smo šle iz Tremiča, potem telovadba in nazaj. In moja babica je bila celo življenje rahlo pretežka in vse poletne popoldneve in večere smo mi hodili na Grmado. Ker dejansko je ona celo življenje hujšala. Ves čas je imela 20 kilogramov preveč, zdaj jih nima. Ampak je bila To je bila ves čas njena aktivna. motivacija. Ja. In ona je danes gospa, starejša, seveda s ponosnimi 92 leti, še vedno gre vsak dan na sprehod, seveda ga omeji, ampak je aktivna, ne, se pravi, da tudi včasih, ko prebiramo strokovno literaturo, izobrazba, pa jaz ne bi rekla, da je izobrazba, je res neka volja, moč do življenja, do gibanja. Videla je, da je ta način neke vadbe v bistvu tudi ustreza, ker se telo dobro počuti, pa nikoli ni pretiravala, ampak mi je pa dala en začetek in mogoče moje korenine v šport, v aktivnost, ker sem pač od začetka že aktivna, da imam neko navado, da jaz tudi rabim to gibanje. No, ravno to sem želela povedati, da tudi sama kot opazovalec vidim, da recimo starši, ne, od otrok zahtevajo ali pa rečejo, pusti telefon, pojdi ven na sveži zrak, sami nikoli ne grejo, niso pripravljeni iti. Potem treniral bo šport, ti bo športnik, starši nikoli niso bili v športu. Se pravi, otroci niti nimajo te predstave, ne, torej če je mama aktivna, potem takem bo tudi otroku to samoumevno, ne, ali ne? Jaz bi tukaj malo govoril o teh mamicah z vozički. Ja. Mene to res nekako pogreje, ne. Ko se vozim pač v avto, vidim dol na rekreativni stezi, ker je pač od mosta do štadiona, vidim svojo celo bivšo učenko osnovne šole Pešece, ki se pač preselijo v Krško. Ona ima voziček pred sabo in prav vidiš, da se ne sprehaja, ampak da dejansko aktivno, dejansko vidiš ta močen poudarjen korak. Videl sem tudi dekle z vozičkom, ki je teklo, in to kar v tempu. Konkretno, ja. In videl sem tudi dve prijatelji si prav tako z vozičkom in sicer na rolerju. Torej tudi rolerji niso omejitev na tem, da se, in to je ta razlika, nekatere lahko, ne, dajmo spodbuditi pa še druge. Tudi ko sem jaz Tjašo povabil k tem projektu, dejansko me je ona povedala, da dejansko že ima neko vadbo za mamice z dojenčki oziroma z vozički, ne, in tudi rekla, da izven te njene vadbe se dobivajo skupaj na nekem prostoru, mogoče so bili to ravno te, in se še dodatno gibajo, ne, in lažje, ko si enkrat rekreativec postaneš, ne, torej moramo razumeti tole, ko prideš ti iz šolskega sistema, torej srednje šole,
na fakulteto je konec s športom redno organizirano vadbo, kjer ima zagotovljenega nekega učitelja, profesorja, ne. Takrat je ta prvi moment, ki je zelo težki, ne. Takrat se ponavadi neha, ne. Mi smo imeli do bolonjske reforme leta 2009 še 4 leta zagotovljene vadbe za vsakega študenta, ne, enkrat na teden, ne. In z bolonjsko Ampak obvezna vadba. obvezna vadba je bila, ne. In Tega zdaj ni več. Tega zdaj ni več, že od leta 2009, ne. Se trudijo določeni pač športni delavci seveda na nacionalni ravni, da bi se to nekako vrnilo, pa nekako ni posluha, seveda to niso majhna sredstva, tukaj je telovadnica in seveda sami voditelji, ne. Ampak hočem vam povedati, da to prijateljstvo, tudi jaz sem v nekih skupinah, bil sem triatlonec, če ne bi imel kolegov, mislim, to je potem smo se družili, dejansko sem jaz bolj užival, ne, ko smo hodili začeli celo ven, kot v obdobju, ko sem bil študent, ne. V Krškem smo malo pofeštali, ne. Smo se šli, ne vem, maskenbal, mislim, in take zadeve. Ampak če ne bi bilo te družbe, kljub temu, da sem športnik, pa mi je lažje, se ne bi tako družil. Zdaj hodim na košarko, recimo enkrat na teden. In je veliko, veliko lažje. Če bi bil sam, je veliko, veliko težje, ne. Imam pa tukaj še eno vprašanje, prej sva nekako omenila, so moški bolj odprti za te rekreacije, se dogovorijo, grejo mali nogomet, fuzbal, ne, grejo malo košarko. Ženske pa so nekako, vsaj mislimo, smo prepuščene dražjim in bolj organiziranim vadbam. Se pravi, če želim od danes naprej, zdaj bom pa telovadila, pač moram plačati. In kako vaš dogodek, bom rekla, naslavlja to ekonomsko oviro? Morda je nekaterim to tudi finančni zalogaj. Saj veste, najtežje je financirati ali pa dati na sebe, ne. Za avto ni problem, za ostale stvari ni problem, problem je pa dati, ne vem, 100-200 evrov za neko začetno vadbo. Želim dati neko sporočilo, ne. Tako kot sem prej rekel, vadba je naš največji športni objekt in je brezplačen. Tele igrišča, ki so zdaj dejansko pri vseh šolah, veliko je tudi tega že tartana, to je kakovost, tega ni v tujini. To je lahko možno v Sloveniji, mogoče še v kateri državi. Jaz imam sestro v Angliji, jaz sem šel z njenim otrokom v šolo, zunaj imajo dejansko asfaltno igrišče, ki ni igrišče, to je popokana zadeva, ni nobenega koša, nobene črte, za kakšno igrišče, ni nogometnega igrišča, ne. Dajmo to izkoristiti, tiste zadeve, ko so brezplačne, ne. In tako kot sem rekel prej, mamice z otroki bojo prišle k Tjaši na vadbo, je plačljiva, potem pa lahko to izkoristimo, ta know-how, neko znanje, ki ga dobimo iz športa, iz rekreacije, lahko uporabljamo seveda še potem izven tega, ne. In ja, to je absolutno tudi eno izmed sporočil, da ni vsa vadba draga, ne. V redu, potem imam pa tukaj še eno vprašanje za Tjašo. Tjaša, kako vi vidite problem pomanjkanja tega udejstvovanja v športu že pri samih otrocih? Žal, to je tema, o kateri lahko govorimo dneve, ampak ta problematika je tukaj. Na grobo, ja. Samo recimo podatek iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje nas v bistvu, če govorim za Posavje, nas uvršča kar v bistvu visoke stopnje prehranjenih otrok. Na slovenskem nivoju je nekje slovensko povprečje 23,9% otrok v Sloveniji naj bi bilo prekomerno hranjenih, v Posavju pa je naš procent nekje med 31 in 33%, ne, kar pomeni, da smo kar občutno višji od slovenskega povprečja, kar moram priznati, da me zelo preseneča, ker še vedno imam občutek, da mi le nismo velemesto, ne. Seveda smo čudovito mesto z ogromno pokrajino zraven, se pravi, še vedno imamo dovolj, bom rekla, in kmetijskega zraven, kmetijskih površin, polj, gozdov, se pravi, jaz včasih se pohecam, rečem, vsak izmed nas, pa ne glede na to, ali živi v bloku ali v hiši, ima eno drevo, okrog katerega lahko plešelj pa teče. Ne, dejansko imamo hitro dostopne poti, ne rabimo se odpeljati pol ure stran, kot recimo mogoče kakšna Ljubljana. Jaz grem samo za hišo, pa imam vrbino in recimo imam prostor za rekreacijo, ne. Zato sem začudena, ko berem te podatke, predvsem pa, ko gledamo sicer mislim, da številk je malo premalo, da bi rabili še kaj več,
ampak ko govorimo v aktivnosti, predvsem pri mladih, med 10 in 15 letom, recimo ankete so narejene za otroke, če se gibajo vsaj 1 uro na dan, to pomeni, ali je športna vzgoja, ali je družba, se pravi prijatelji, nogomet, ali grejo na nek sprehod, karkoli, je v Posavju procent telesno aktivnih fantov, se pravi 1 uro zmerne aktivnosti na dan, kar vključuje tudi mogoče hojo iz šole pa v šolo, samo 25,5%. Ko pa govorimo o dekletih, pa imamo tukaj procent zelo nizek, kar pravijo številke je v bistvu 14,9%. In potem, če se spomnite besed Lukata, ki je prej rekel, da v osnovni šoli, imamo še obvezno športno vzgojo, pa potem v srednji šoli, pa dobro, tudi puberteta, šport ni zanimiv, ne, raje se kaj, mogoče punce sploh uredijo, pa grejo na kakšen žur, zdaj, če greš na športno vzgojo, se prepotiš, ne. Rabiš se potem stuširati, urediti. Težava je v tem, če se izogneš športni vzgoji, si frajer lahko, ne? Če se skriješ za kakšno doskočiš za skok. Ali pa jaz, ki rečem kot ženska, ne, vedno je bil problem, ti se moraš pol urediti. Make-up, frizura, oblet se moraš stuširati. Če športna vzgoja 1 uro, ne, si lahko prepoten cel dan in to je za dekleta še dodaten velik. Zdaj, dokler, mislim, dobro, ajde recimo, da smo še mladi, ne, ampak mi nismo imeli tušov. Recimo v gimnaziji, ne, ni bilo še tušov, zdaj imaš vse posod tuše, ampak to so neke stvari, ki potem pripeljejo, s tem reče, do osnovne higiene, kako v bistvu se, osnovna higiena, tako kot je v bistvu umivanje zob, bi mogla biti gibanje. 1 ura gibanja na dan, mi se ne smemo temu pogovarjati, ali je možno, to more biti možno, ne. Mi smo ljudje, gibati se moramo, gibanje je življenje, telo, ali pa bom rekla, mogoče je retorično vprašanje, ampak vseeno, a je moje telo anatomsko gledano, ali pa mogoče anatomija, zdaj, ko se jo učijo otroci v osnovni šoli, a kaj drugačno od moje prababice. Pa je ona na njivi delala, pa je fizično bila obremenjena, aktivna, pa kljub vsemu ni bilo toliko določenih bolezni, kot jih imamo danes, ni bilo toliko težav, ker dejansko sedeč način življenja, že dosti let ugotavljamo, žal tudi te številke, ki jih vidimo, ne, nam govorijo, da smo v bistvu zaradi hitrega tempa življenja, tako kot sem rekla, ne, včasih so na tablicah, še moja babica se je na tablici učila s kredo, danes pa preko tablice potrdim kredit, bukiram letalsko karto, vidim, kaj se dogaja na Japonskem, dejansko živimo od tega, da gledamo, ampak pozabili smo pa, da naša telesa so narejena za gibanje. In žal, v tem lagodnem načinu življenja, ko je vse hitro dostopno, ko se vozimo s skiroji, pa ne, da jih podpiram, ampak kljub vsemu so tu, se bomo mogli navaditi, da je tudi napor ena od stvari, ki jih naše telo rabi. Tako da si moraš upati, malo se prepotiti, malo v bistvu nekaj narediti za telo, ker na koncu koncev je zdravje edino, ki šteje, to smo videli že med Pa ni isto oziroma enako, če ti narediš 10.000 korakov, ne vem, v gostinstvu, ne, ker pač strežeš ljudi, kot pa če se odločiš, je spet Ja, ampak jaz bom rekla, jaz sem začela zunaj budno, ne, pa če ni bila aerobika na 220 pulza, se mi je zdelo, da noben nič ne dela, ampak 15 let nekje sem v rekreaciji, 10 let že imam svoje podjetje, pa bom rekla, da zdaj včasih že rečem, da je že to dovolj. Tako nizko so padli standardi, ne. Moja mama ima 40 korakov, sicer smo jo kupili za všeta, oba sta že čez 80 let, on to ne bi nosil, ne, mama si pa to pripne in ugotovila, da naredi 90.000 korakov, ne. Očetom, ki je bolj pasiven, sem mu dal, ker smo šla skupaj, ker ga peljem na banko, pa že dvigne denar, ne, peljem ga, ampak kljub temu, da sem ga določen del poti odpeljal in potem naredil kratek, bom rekel, izlet, sem mu doma pokazal, da je naredil 900 korakov vse skupaj, ne. Otok, ne, veš, zelo malo je potrebno, ne, lahko bi šli v šolo, v službo, pač na popoldanske treninge, peš, s kolesom. So težave, tako kot smo prej rekli, 1 ura se prepotiš, prideš na delovno mesto, v kateri, bom rekel, so bili ovratniki, težko je, ne, tudi na delovnih mestih najverjetneje niso pač te standardi, da bi se lahko umil, ne, so določena mesta, so določena, ne, so težave, ampak zato je pa mogoče treba še malo več volje, ne.
Luka, da ne bomo predolgi, veliko smo zajeli, pa nekako gremo proti koncu oddaje. Dajmo še enkrat poudarek torej na sam dogodek. Je brezplačen, udeležba, sem tukaj zasledila, je pogojena v navednicah z oddajo, e-mail naslova. Torej, kaj je zdaj tisti korak vsem damam, ženam, ki nas sedaj gledajo, kje se pa lahko prijavim, če morda niso zasledile. Se pravi, ne rabijo se nič prijaviti, samo pridejo tja. Tako, pridejo tja, želimo... Kdaj se vse skupaj začne? Dejansko 20. september, ob 4 se začne prav vadba. Želja je, da seveda se pride prej, jaz sem nekako tempiral pol ure prej, ker imam izkušnjo z nekih večjih prireditev, v zadnje pol ure pride ta glavna. Lahko se seveda pride že prej, si na tem prostoru. Rekli smo, jaz bi tukaj povedal, da pač ta mail bi se želeli pobrati priprosto za nadaljne informiranje, ampak ne želim, da jih bomo mi zabasali z nekimi informacijami, jaz bi res ta mail uporabil dvakrat. Torej, tako kot si prej rekla, želimo mogoče dati možnost z nekimi kuponi za brezplačno vadbo, kakšnem fitnessu v Posavju. To jim želimo poslati, kakšne informacije in za naslednje leto, če ta zadeva se bo ponovila, da jih še takrat informirajo. Torej, ne želimo jih zabasati, zato pa dobijo one, torej brezplačno vadbo, vse je brezplačno, dobiš brezplačno majico, dobiš tudi eno brezplačno pijačo, ki bo točka bar, tisti, ki poznamo točko bar. Jaz mislim, da je že to nek motivacijski moment, da pridejo. Vidim tudi DJ-ja imate, ne? Ja. Torej niste poleg same vadbe dali poudarek. Torej, ja, poudarek je absolutno tudi na družbeno, tako kot smo rekli, družabnost je tista, ki potem pripelje lahko, da se dekleta še enkrat zmenijo, da se bo še enkrat dobile po temu, ne. To je samo tisti prvi korak. Torej, družabnost, želim, da še se že ostane, potem tudi po tem miganju, ne, da se usedejo, bojo na voljo mize, stoli in seveda pijača, lahko si seveda potem naknadno tudi kupijo to pijačo in malo, da babi change malo steče, to je bilo pa največje zadovoljstvo. Babi change. Ja, ja. Tvoje ali naše? Tjaša, kaj bi pa vi nekako ob zaključku sporočila vsem ženskam, ki so zdajle rekla, pa jaz nisem dovolj fit za tam, da me zdaj vsi tam celo Krško Gleda, ne? Ja. Jaz bi predvsem rekla, da si morajo upati, no. Treba je enkrat iti, jaz sem najbolj ponosna, ko po vseh svojih predavanjih, pa jih zdaj že v teh letih ni malo, vidim enega ali dva, ki začnejo rekreirati, ki hodijo mimo mene, ki mi pol pomagajo, ko grejo s kakim kolesom, pa rečejo, ti si tista, ki me je nagnala. Jaz vedno rečem, da vsi tisti, ki vodimo vadbe, imamo tudi vedno tremo, ne. Tako da ne se bati, tudi mi smo tisti, ki si moramo upati, da pridemo tja in seveda povabimo potem vse, da pridejo v dobri veri, da naredimo nekaj dobrega za vse. Mogoče je to ena ideja ali pa misel, kako začeti, tudi nekdo, ki že dolgo časa mogoče ni bil aktiven, za vse se bo našlo nekaj. Jaz zelo rada vedno poudarim, ne gremo na olimpijske igre, vsak trenira po svojih zmožnostih. In tudi mogoče tisti, ki smo bolj aktivni, včasih res gledamo bolj športno in se marsikdo tudi ustraši. To bom saj iz svoje prakse rekla, ker vsi rečejo, ti si pa tako fit, jaz pa to ne zmorem. Prilagodili bomo vsakomur. Ker pomembno je, da gibamo, to je za vse nas zelo dobro. Ni ovira ne majčka, ne kratke hlače, tudi če bojo prišli, ne vem, v kavbojkah, jaz bom našla način, da jih razgibam, tako da samo pogumno, res si morajo upati in prideti. Tako naj ne iščejo izgovore, zakaj ne, ampak naj najdejo iz tega pogovora in iz te oddaje, zakaj ja. Jaz bi še dodal za zaključeno, sicer dve zadeve, pa bom zelo kratek, bom zadevo prebral, ko so si nekaj res močne sporočila, močne besede. Ko ena ženska zmore, se opogumi še druga in potem lahko nastane eksplozija ženske energije, ne. In druga zadeva, jaz bi se zahvalil, ne, govorimo o neki brezplačnosti, kdo je to seveda omogočil, treba absolutno povedati. In sicer mi smo prijavili ta projekt na Fundacijo za šport občine Krško. Je sicer širše narave, ampak to je recimo glavna prireditev, no. Oni dejansko smo dobili kar zajetna sredstva za naše okolje, no, in zato je Fundacija šport tist, ki je glavni mecen tukaj. Dodal bi še mestno četrt Krško, ki pomaga, dodal bi podjetje Saks reklame, ne. Kdo je pa dejansko glavni organizator, torej Društvo športne šole Posavje in Športna zveza Krško. Zahvaljujem se pa vsem tem voditeljicam, prej si mogoče pozabila omeniti še Heleno Španović, to oranžno dekle, ki vodi in glavni motivator teh oranžnih deklet v Krškem. To je to, ne? Torej, velika hvala vsem tistim, ki ste prepoznali pozitivno stran te zgodbe.
bom rekla, tudi vama dvema najlepša hvala za tole pozitivno energijo. Tudi mene ste prepričala, morda pridem skozi, torej ne glede na to, kako bom oblečena. Vsem gledalkam, vsem gledalcem pa toplo priporočam, torej, da se dogodka udeležite in da postanete del te ženske eksplozije. Kot rečeno, od 16. ure dalje, 20. septembra, se bo vse skupaj dogajalo na trgu Matija Gubca. Pridite malce prej, če ne druga, se veste, kakšne smo ženske, da malo pogledamo, ta je tudi prišla, pa nas mogoče spodbudi, da ostanemo do konca. Najlepša hvala vama za pogovor, vam pa opogumite se in živite športno življenje, bo lepše. Srečno.